tednu od 30.5.2022 do 3.6.2022 je na Osnovni šoli Dolenjske Toplice potekala 6. mobilnost Erasmus Plus projekta Novi mediji v demokratični družbi. Na zadnji mobilnosti projekta, ki se v jeseni končuje, je sodelovalo 5 partnerskih držav, Norveška, vodilna v projektu, Nemčija, Slovaška, Portugalska in Slovenija. Na izmenjavi je bilo 8 učiteljev iz tujine ter 5 učiteljev šole gostiteljice. Ker je bila to zadnja mobilnost, se je program nanašal predvsem na evalvacijo in zaključevanje projekta. Tako smo pripravili temeljito analizo ankete, ki so jo reševali učenci vseh partnerskih držav. Le-ti so poudarili, da so se v projektu veliko naučili o partnerskih državah, medijih in njihovih lastnikih, prepoznavanju lažnih novic, predvsem pa o močnem vplivu medijev, ki jih imajo v današnjem času. V času mobilnosti so opazovali način življenja družin in šole v partnerskih državah. Povsod je bilo nekaj drugače, nekaj, kar bomo z veseljem uporabili doma. Največ pa so tako učenci kot učitelji napredovali v uporabi predvsem angleškega jezika. Seveda smo se naučili nekaj besed v vsakem jeziku partnerskih držav. Prve goste smo sprejeli že v nedeljo 29.5.2022. Dneve smo popestrili z aktivnostmi, preko katerih so naši gostje poleg dela na projektu spoznavali lepote Dolenjskih Toplic in Slovenije. V ponedeljek smo obiskali župana Dolenjskih Toplic gospoda Franca Vovka. V živahnem pogovoru smo se dotaknili različnih šolskih sistemov v partnerskih državah. Po ogledu kraja smo si ogledali razstavo 30-letnice Gombarije v vrtcu Gumbek v Siterjevi domačiji, kjer nas je društvo kmečkih žena prav prijazno sprejelo ter nam pripravilo kulinarično delavnico. V torek smo pričeli z ogledom vrtca in šole ter destilarne Periška. Po obisku skrbnice projekta gospe Ivane Majcen iz Nacionalne agencije v Ljubljani pa je sledil piknik v dežju pri Vidičevih. Deževen dan se je končal s prijetnim popoldanskim soncem in jasnim dnevom. Sredi tedna smo si ogledali lepote Bleda in se spletno peljali na otok. Obisk otoka smo popestrili s pokušino potice in opoldansko kavico. Sonce nas je spremljalo tudi na ogledu Stare Ljubljane, ki se je končal z vzpenjačo na Ljubljanski grad. Tako kot na večini mobilnosti smo se tudi na zadnji posvetili medijem. V četrtek smo obiskali Radio Krka in lokalno televizijo Vaš kanal. Na obeh obiskih smo se pogovarjali o vlogi medijev v družbi ter novinarjev. V petek je sledilo še zadnje delo na projektu in slovo. Portugalski učitelji so si ogledali tudi Postojnsko jamo. Slovo je bilo zelo težko, saj smo se v takšni zasedbi najverjetneje videli zadnjič. Postali smo zelo dobra in delovna ekipa, ki se je odlično razumela tako med evropskimi partnerji kot tudi znotraj tima šol. Le-ta je zelo dobro sodelovala in si razporedila delo. Skupaj smo uspeli opraviti vse naloge projekta, pripraviti nepozabno mobilnost ter k delu privabiti tudi sodelavce. Kaj pravi o projektu ravnateljica gospa Andreja Koščak? Naša šola je zadnji 2 leti in pol sodelovala v mednarodnem projektu Erasmus Plus Novi mediji v demokratični družbi. Projekt ima že aktualno temo, aktualen naslov, ki se je v zadnjih 2 letih pokazal za še aktualnejšega. Zelo veliko dajo mednarodne izkušnje, potovanja, da mi gremo v svet in vidimo šolo drugače drugje in oni pridajo k nam in vidijo šolo pri nas in mi hkrati vidimo pozitivne lastnosti, ki jih tudi imamo, čeprav včasih mislimo, da temu ni tako. Kar pa se tiče naslova projekta, pa menim, da ta aktualnost je tudi spodbudila učence k večjemu zavedanju in delovanju, kako naš svet v tem trenutku pravzaprav deluje. In takih projektov si želimo tudi v prihodnje. In kaj vodja projekta gospa Antonija Miklavčič-Enič? Na šoli smo že imeli kar nekaj Comenius oziroma sedaj Erasmus Plus projektov. Le-ta govori o novih medijih v demokratični družbi, preko katerega smo si pogledali različne medije, njihove lastnike, predvsem pa vpliv medijev na dogajanje v današnjem času. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem članom ožjega in širšega tima na šoli, kajti prav prijeten občutek je, ko to ni samo tim sodelavcev, ampak je tudi tim prijateljev, s katerimi lahko sodelujemo, si izmenjujemo izkušnje in si pri delu pomagamo. Vsekakor smo v projektu ogromno pridobili, predvsem pa v znanju angleškega jezika.
V projekt Novi mediji v demokratični družbi so se vključili tudi učenci 5. razredov. Kot članica tima sem poskušala vsebine prenesti tudi na njihovo stopnjo oziroma prilagoditi njihovi razvojni stopnji, in sicer poudarek sem dala predvsem na varnost na internetu, ker se učenci tukaj srečujejo oziroma znajo že uporabljati različna družabna in socialna omrežja, in tukaj smo dali velik poudarek tudi na tem, kako se obnašamo, kako komuniciramo in na kaj moramo biti pozorni. Da pa je zadeva bila malo bolj zanimiva, smo to popestrili še z obiskom policistke, ki je predstavila učencem konkretne primere iz prakse, s kakšnimi negativnimi posledicami se lahko srečujejo, če na spletu oziroma v družabnih omrežjih svoje podatke zaupajo neznancem, na kaj morajo biti pozorni pri izbiri gesel in kako si gesla tudi zapomniti. To je bil moj prvi Erasmus Plus projekt. Moram reči, da sem se veliko novega naučila. Spoznala sem ogromno novih učiteljev, s katerimi smo se pogovarjali o sistemih izobraževanja v drugih državah, o vključevanju otrok s posebnimi potrebami, predvsem pa o načinu dela z otroki, novimi metodami, tehnikami, ki jih lahko uporabimo. Jaz sem se udeležila izmenjave, najbolj mi je bilo všeč, ko smo se pogovarjali z vrstniki iz tujih držav, pa se učilo o tujih kulturah, pa tudi kakšne tuje besede, pa če bom imela še kdaj priložnost, se bom še udeležila. Jaz sem bil tudi na Portugalskem in sem bil v družini, pač portugalski družini, kjer so me zelo lepo sprejeli in so zelo lepo skrbeli čez cel teden zame. Pač njihova hrana, pa mi je bilo tudi, pač všeč mi je bilo dosti, no, samo ker je bil v vsaki hrani skoraj ribe in nisem jih oboževalec rib. Drugače je bilo pa ful fajn. Jaz sem šel na izmenjavo na Portugalsko, tam sem se veliko naučil o kulturi in o ljudih. Bilo je zelo zabavno in naučil sem se veliko o njihovi hrani. In tam smo obravnavali temo vojni med Ukrajino in Rusijo in bi šel še enkrat, če bi lahko. Se pravi, jaz pa nisem imel te sreče zaradi covida, da bi šel na Portugalsko, ampak smo pa pač v šoli tudi delali te različne projekte. Eden od teh je bil tudi, kako smo pisali o vojni tudi, ta situacija, ki so se jo pogovarjali tudi tam na Portugalskem. To leto je bilo jasno fajn. Poleg tega, da so otroci doživeli izkušnjo potovanja v tujino z Erasmus+, je prav gotovo dobra izkušnja tudi to, da so se začeli pogovarjati z vrstniki iz drugih držav o situacijah v svetu. In potem, ko smo mi prihajali nazaj v Slovenijo iz Portugalske, smo naredili eno tako dosodnevno akcijo zbiranja sredstev za ukrajinske otroke in se mi zdi, da je to bil en tak dodatek k temu projektu. Malo pred 4. mobilnostjo na Portugalsko se je pričela vojna v Ukrajini, ki je bila glavna tema 4. mobilnosti. Krutost vojne in vloga medijev se nas je vseh močno dotaknila. Porodila se je ideja o pripravi daril za ukrajinske otroke. Združili smo ekipi učencev prostovoljcev ter Erasmus Plus projekta. Odločili smo se za peko piškotov, zbrali 1070 € ter izdelavo blazinic. Vsaka oddelčna skupnost je narisala en motiv na blazinico, učenci pa so jih zašili. Le te pošiljamo ukrajinskim otrokom v Postojni skupaj s poročilom. Dragi otroci, pošiljamo vam blazinice, ki smo jih izdelali učenci Oše Dolenjske Toplice. Upamo, da vam bodo všeč, da se boste z njimi radi igrali, ter da vam bodo pričarali насміх на образ. Любі діти, даруємо вам подушки, які вам зробили учні з Доленських Топлиць. Ми сподіваємось, що вони вам сподобаються і ви будете з радістю з ними грати.